Ja, dobrodošli, spoštovani predstavniki medijev na novinarski konferenci poslanskih skupin SMC, SDS in Nove Slovenije, na kateri vam bodo prisotni predstavili predlagane spremembe zakona o planinskih poteh. Svoj podpis k predlaganim spremembam sta prispevala tudi poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Na novinarski konferenci pa danes z nami tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Najprej vam bo predlagane spremembe predstavila prvopodpisana poslanka SMC Mateja Udovč, potem si sledijo še Andrej Černigoj iz Nove Slovenije, Tomaž Lisec iz SDS in že omenjeni predsednik Planinske zveze Slovenije. Kasneje pa vam bodo vsi prisotni na voljo tudi za vaša novinarska vprašanja. Jutri bo minilo 128 let od ustanovitve Slovenskega planinskega društva, zato je danes pomemben dan za planinstvo na Slovenskem. Kot velika ljubiteljica in redna obiskovalka gora ter dolgoletna planinska vodnica Planinske zveze Slovenije se v gorah redno srečujem s problematiko vzdrževanja in obnove planinskih poti. Prav tako se na poteh srečujem z markacisti. To so čudoviti ljudje, ki srčno, strokovno in predvsem odgovorno skrbijo za te naše planinske poti. Skupaj pogosto ugotavljamo, da so določene planinske poti vzorno vzdrževane in urejene, druge pa prav nasprotno. Najpogostejši vzrok za poškodovane in neurejene poti so plazovi, podori, vetrolomi, žled in podrta drevesa. Urejenost planinskih poti pa je odvisna še od njihove zahtevnosti in izpostavljenosti, njihove obremenjenosti, predvsem pa razpoložljivosti, usposobljenosti in opremljenosti markacistov. Vzdrževanje in dobra označenost planinskih poti je predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu. Ne smemo pozabiti, da samo dobro označene in vzdrževane planinske poti zmanjšajo potencialne nevarnosti za naše pohodnike. Posledično pa tudi razbremenijo tudi reševalne službe. Verjamem, da vsi poznamo občutek, ko ob planinski poti zagledamo Knafelčevo markacijo ali tablo, ki nam korektno predstavi vse potrebne informacije, kot pa nasprotno, ko tega ni. Redko nas zanima, če nas sploh kdaj zanima, kdo skrbi za to infrastrukturo, koliko to stane, koliko prostovoljnega dela je za to potrebnega. V nasprotnem primeru, ko poti niso urejene, prehodne varovala niso pritrjena, pa hitro iščemo krivce, se jezimo, obsojamo, zakaj je takšno stanje. Obnova in vzdrževanje planinskih poti sta zelo zahtevni nalogi iz več vidikov. Najbolj pomemben je kadrovski vidik, število markacistov upada, hkrati pa se povečuje njihova starost. Med mladimi planinci pa se interes za to dejavnost vztrajno zmanjšuje. Drugi vidik je finančne in materialno-tehnične narave. Markacisti so pri opravljanju svojega dela vse prevečkrat prisiljeni uporabljati svojo opremo, svoja prevozna sredstva, svojo zaščitno opremo in sredstva za delo. Za nameček pa so med opravljenimi deli velikokrat deležni kritik pohodnikov, zakaj morajo urejati poti ob vikendih, ko je največja gneča. Markacisti to delo opravljajo prostovoljno in ob svojem prostem času. Problem je tudi pri nabavi tehničnega materiala za označevanje poti, njihovo obnovo in vzdrževanje, kot so kovinske table, jeklenice, drogovi, klini in podobno. Pomanjkanje finančnih sredstev se tako odraža v slabšem vzdrževanju poti, ki ima za posledico zmanjšanja varnosti ali pa celo zaprtje določenih poti. V pogovoru s kolegi vodniki, markacisti, vodstvi planinskih društev in vodstvom Planinske zveze Slovenije sem ugotovila, da je to področje urejeno v zakonu o planinskih poteh, vendar ni posebej definirane sistemskega vira financiranja. Financiranje je bilo razdeljeno med več nosilci in zato v praksi ni nikoli zaživelo. Nobeden od zakonsko pristojnih ministrstev v 14 letih
ni zagotovilo namenskih proračunskih sredstev. Zato pozdravljam pripravljenost ministra Zdravka Počivalška, ki je pristojen tudi za turizem, da bo zagotovil namenska sredstva za vzdrževanje planinskih poti. Minister Zdravko Počivalšek je edini minister, ki je do sedaj prepoznal pomembnost ustrezno vzdrževanje planinske infrastrukture za ohranjanje planinstva na Slovenskem in razvoj gorskega turizma. Dogovorili smo se, da bo ministrstvo pristojno za turizem na letni ravni zagotovilo 400 000 evrov. Zato sem danes kot prva sopodpisana v sodelovanju s koalicijskimi partnerji in poslancema narodnih skupnosti vložila v parlamentarno proceduro prvo novelo zakona o planinskih poteh. Namen sprememb in dopolnitev zakona je nadgraditi oziroma operacionalizirati obstoječi zakon o planinskih poteh. S predlogom zakona se tako zagotavlja sistemski vir financiranja tega področja. Rešitev te problematike je v povezovanju, razvijanju in reševanju tudi našega turizma, predvsem v preusmerjanju turistov v hribovsko-gorske destinacije. Ključni element za promocijo tega turizma pa je primeren in varen dostop. Turisti pohodniki se bodo raje odločali za planinske destinacije, če bojo imeli varne, vzdrževane in urejene poti. Turistični trendi kažejo, da bo naše hribe in gore obiskalo več turistov, pohodnikov. Z urejenostjo planinske infrastrukture jih v Sloveniji lahko zadržimo tudi po več dni. Planinstvo kot turistična panoga pa ima hkrati zelo velik multiplikativni učinek, kar pa bo v času po covidu ključnega pomena za naše celotno gospodarstvo. Zato se s predlogom sprememb zakona težišče financiranja, vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša na ministrstvo zadolženo za turizem, kar se navezuje tudi na strategijo obnov planinskih koč in domov. Bistvo predloga spremembe zakona pa je v neposrednem državnem proračunskem financiranju usposabljanj in izpopolnjevanj markacistov, nabavi njihove osebne in zaščitne opreme, sredstev za njihovo delo, materialno-tehničnih sredstev, orodja in transporta. Neposredno proračunsko financiranje pa je omogočeno tudi lokalni skupnosti za poti na njihovih območjih. Na tej točki moram jasno poudariti, da sem se za spremembo zakona odločila izključno zaradi tega, ker želim, da imamo varne in vzdrževane planinske poti, da se razvija pohodniški turizem, da se zagotovi pregled in učinkovit sistem usposabljanj in izpopolnjevanj markacistov, da se jim omogoči individualna nabava osebne in zaščitne opreme, ne pa uniformiranosti, in da se vsem skrbnikom planinskih poti zagotovijo zavarovanja in ustrezna sredstva za njihovo delo. Predvsem pa želim in hočem, da se obstoječi sistem prostovoljstva na tem področju še naprej ohranja in razvija. Vsaka profesionalizacija bi porušila današnji obstoječi sistem. Od Planinske zveze Slovenije kot krovne organizacije na področju planinstva pa pričakujem, da bo v skladu s svojimi obveznostmi in kompetencami poskrbela za hitro, strokovno, učinkovito in predvsem korektno realizacijo. Ponavljam, sredstva so namenjena predvsem za obnovo in vzdrževanje planinskih poti ter za materialno-tehnično pomoč markacistom, ki bodo to delo še naprej opravljali prostovoljno. Tudi na ta način jim moramo pokazati in dokazati, da cenimo njihovo delo, da niso prezrti in da je njihovo delo izjemnega pomena za celotno našo družbo. Pričakuje se, da se bo v bližnji prihodnosti prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije še povečala. S tem pa tudi število obiskovalcev naših gora, ki se približuje 2 milijonoma na leto. V Novi Sloveniji zato predlagani zakon podpiramo. S predlaganim zakonom bomo Planinski zvezi Slovenije ponudili ustrezno materialno podporo pri urejanju planinskih poti in predvsem izobraževanju markacistov. Zakonom želimo podpreti tudi trud preteklih generacij prostovoljcev, ki so v več kot 128 letih zarisali, naredili in opremili več kot 10 000 kilometrov poti. Da so sredstva ne bi trošila nenamensko,
smo v zakon zapisali tudi zelo jasne varovalke, ki bodo zahtevale zelo pregledno in jasno porabo javnih sredstev. Predlagatelji zakona ocenjujemo, da bo 400 000 evrov, koliko bomo na letni ravni dodatno namenili za urejanje planinskih poti, bistveno pripomoglo k lažjemu, predvsem pa trajnejšemu načrtovanju dela na tem področju. V poslanski skupini SDS vedno z veseljem podpiramo dobre ideje in zato z tega mesta zahvala poslanski kolegici Mateji Udovč za idejo in napor, ko je v koalicijo prinesla predlog zakona. Kajti dejstvo je, da smo Slovenci narod, ki rad hodi v hribe in gore. In ko pri tej hoji je zelo pomembno, da so te poti varne. Zato z tega mesta izražamo zahvalo in pohvalo Planinski zvezi Slovenije in planinskim društvom znotraj Planinske zveze, predvsem pa vsem markacistom, ki so že do sedaj skrbeli, da smo Slovenci in Slovenke, pa tudi tujci, ki so prišli v naše lepe hribe in gore, imeli prave informacije in prave označbe, da smo po teh poteh varno hodili. Skrbimo za 10.600 km markiranih planinskih poti. Kaj to pomeni, če povem na drug način, če bi vse to razdaljo skupaj zložili v eno samo pot, potem bi bila enaka razdalji od Ljubljane do Pekinga po kopnem. Ali drugače, posameznik bi zato, da bi prehodil vse naše poti, potreboval eno celo leto s tem, da bi moral začeti zjutraj in končati pozno zvečer. Gre za zelo gosto mrežo. Na vsakem kvadratnem kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju pol kilometra planinske poti. Kdo skrbi za to? Za to skrbi 800 ustrezno šolanih planinskih delavcev, ki jih imenujemo markacisti, in na vsakega odpade 12 km planinske poti. Dejstvo je, da imamo markacistov premalo, da bomo s sredstvi iz tega zakona lahko pospešili šolanje markacistov, kajti osnovni vir, da jih ni toliko, je pomanjkanje sredstev na društvih. Prostovoljcev je k sreči še vedno dovolj, kljub temu, da so danes službe bolj stresne, bolj zahtevne, da hodimo kasneje v pokoj, ko je več časa za take aktivnosti. No, predvsem pa bomo skušali pomladiti naše vrste, kajti nekatera dela so tako zahtevna, da pravzaprav terjajo markaciste v mlajših letih. Kot ste že slišali, markacisti so prostovoljci, ki za svoje delo niso plačani. Osnovna ovira so visoki materialni stroški, prehrane, potnih stroškov, stroški materijala, stroški strojne opreme, ki jo uporabljamo pri delu na zelo zahtevnih poteh, in pa seveda tudi osebne opreme markacistov. Najtežji zalogaj je 130 km zahtevnih in zelo zahtevnih poti, pretežno v visokogorju Julijskih Alp in Kamniško-Savinjskih Alp, kjer delamo ob stalnem varovanju z uporabo čelad, plezalnih pasov, samovarovalnega kompleta in plezalnih vrvi. Skratka, za ta dela so sposobljeni posebni markacisti, torej posebna kategorija markacistov, ki jo dodatno šolamo in ki mora imeti tudi določena alpinistična znanja. V lanskem letu smo upravili približno 50 000 delovnih ur, od tega na akcijah na teh najzahtevnejših poteh 2000 ur. Kljub temu stanje ni idealno, zaprtih imamo kar nekaj poti, ker preprosto ni sredstev na društvih, odlašamo, dokler stvari ne postanejo toliko resne, da enostavno ne morejo več čakati. Zakon o planinskih poteh leta 2007 je rešil določene stvari. Predvsem je rešil vprašanje odgovornosti. Poraba planinskih poti je od tedaj uzakonjena na lastno odgovornost, kar je zelo pomembno za lastnike zemlje, prek katere pota potekajo. Odvezal jih je te odgovornosti, če bi se karkoli zgodilo. Seveda pa ta zakon imel določene slabosti, ki se s temi amandmaji zdaj odpravljajo. Na splošno je bil zakon veliko več administrativno zastavljen, bil je prenormiran in je na nek način včasih pravzaprav
omejeval tisto vsebinsko plat, ki je najbolj pomembna. Drug problem, o katerem ravno danes govorimo, je bilo financiranje planinskih poti, ki je bilo v celoti naloženo Planinski zvezi Slovenije in ki ga odkrito povedano vsako leto težje zmoremo. Vsi veste, da je obisk gora v stalnem porastu, kljub covidu je v gorah ogromno ljudi, čim se stvari sprostijo, je ta obisk še večji in dejansko s sedanjimi viri financiranja mi ne moremo zagotavljati izvajanja zakona v obsegu, ki je potreben. Upoštevati moramo, da gre za poti javnega značaja, so na voljo vsem in zato je prav, da so tudi varno urejene. Tudi ureditev usposabljanja markacistov, kot je bilo že omenjeno, je bila zastavljena tako, da bi pri tem imela pomembno vlogo ministrstvo v smislu izvajanja, ne ministrstvo naj ima vlogo nadzora, izvajanje pa naj se prepusti Planinski zvezi, ki to izvaja že dolgo, že leta 1922 je bila uvedena Knafelčeva markacija in enotna pravila urejanja markiranja planinskih poti, torej drugo leto bomo slavili že 100 let Knafelčeve markacije. Rešujemo tudi problem prostorskega prikaza. Te dni je shodila aplikacija MAPZS, s katero na vsakem računalniku in ne samo tako, tudi na vsakem telefonu lahko v vsakem trenutku vidite, kje ste, na kateri poti in dobite podatke o dolžini poti, o času hoje, o kočah, ki so na poti. Skratka, vse tiste ključne podatke, ki si jih planinec lahko zaželi. Kot je bilo že rečeno, markirane planinske poti so pomemben del turistične infrastrukture, po njih ne hodi samo 60 000 naših članov, po njih hodi še vsaj 300 000 drugih Slovencev, poleg tega pa in vse več tudi tujci. Tujci še zlasti pričakujejo urejene poti, takšne, kot jih najdemo v Avstriji in Italiji. S tem ne želim reči, da takih mi nimamo, seveda jih imamo. Mnoge so vzorno urejene, mnoge pa žal niso na tem nivoju, ker je breme vzdrževanja več ali manj na plečih Planinske zveze Slovenije. Temu, kot rečeno, s obstoječimi finančnimi viri nismo kos, potrebujemo stalen vir financiranja, ki omogoča načrtovanje, sistematično delo. Tako načrtovano delo je tudi najbolj racionalno in seveda lahko dvigne poti na nivo, kot jih zahteva že stari zakon. V tej priliki bi se vsem prisotnim poslancem, ki so delali na tem, še posebej Matej in pa ministru Počivalšku, zahvalil za podporo in vroče upam, da bo ta zakon čim prej ugledal luč sveta